Malo postajamo že ko najne stare mame, zdaj že nekaj znama in ko ti nekaj znaš, pol točno tako delaš naprej. Začimbice malo tako, malo kaj spremeniš, malo drugače začiniš, ampak sam postopek pa postaja kar bolj ali manj utečen, bi jaz rekel. Česenje pa minilo 2 leti od našega zadnjega sprehoda čez vrt, tako da vabimo, da pridete z nama in pogledamo od grede do grede, kaj v sezoni 2026, konec meseca maja, raste na vrtu obilja. Se tudi kaj novega najde, recimo nove dvigane grede z kovinskim okvirjem in robom okoli. Sama funkcija ista kot teh lesenih, ampak te lesene so pa kar že dotrajale v 9 letih in edini še česen raste v tej leseni dvigani gredi, ker pač spomladi nismo mogli zdaj česna dati kar stran ali pa ven, ker smo ga že jeseni posadili. Več o teh gredah, pa kako smo jih postavljali, lahko si pogledate v prejšnjem videu, ki smo ga posneli, zelo super in nazorno, tako da danes bi bolj raj samo zelenjavi. In tukaj gor je domača sorta česna, ki smo dobila pred 10 leti od prijatelja iz Haloz in vsako leto nam vedno lepo uspe. Veliko ljudi misli, da je to kot nek spomladanski por, ampak res lep pridelek česna. Tam na zgori, čeprav je bil od februarja pokrit s kopreno, je prišla noter česnova muha, pa parim odlegla ličinke noter, tako da so poškodovani in tistega ne bo nič pridelka tam. Ampak glavnina je pa še zmeri čisto okej. Naslednja greda je pa letos že dala en pridelek, in sicer tu je bila posejana špinača. Špinača je šla že od cvet, zato smo jo pobrali in tu sedaj v zgornjem delu rastejo 3 sorte jajčevca, v sprednjem delu pa solatne kumare in pa po sredini še neki solate, berivke. Dali smo jo na sredino med kumare, zato da bo v vročih poletnih dneh bila malo bolj zasenčena. Tukaj so količki sicer pripravljeni, da bo opora, ampak ni še to čisto dokončano. Nismo še uspeli čisto do konca zrihtati, ampak načeloma, ker imamo spodaj pod to dvigano gredo mrežo zaščitno pred talnim škodljivcem, ne moramo vsaki rastlini posebej kola not zabijati. Zato moramo dati to na zunanjo stran in potem bomo tukaj le malo razčarali in naredili z mrežami in z vrvicami oporo za vse te rastline. Tako, jajčevce vzgajamo ob vrvici, kumare pa ob mreži. Korenček je razrečen od otrok in od bramorja. Mal, če vedno se nam dogaja, da v kakšni gredi noter zaide bramora, ko smo grede delali, leti tudi tale naš prijatelj vrtni in je razrečil v tistem delu. Tako da smo tam dosejali malo koriandra, ampak še vedno zelo lepo korenček se debeli, je bil pa še sejan februarja, takoj potem, ko smo grede te nove vzpostavili in pa tudi bob zelo zgodaj. Lahko bi bil še bolj zgodaj, bi bil zdaj višji, že tudi kaj več pridelka imel, ampak še vedno zelo lepo dela. Cveti domača sorta je matko, ki še počakamo, kako bojo, no bobeki. Prvič ta sorta letos, da smo jo sadila na vrtu in jo še spoznavamo. Ja. Tukaj imamo pa v sprednjem delu solato, kombinirava glavnato solato in pa solato za sprotno pobiranje. Je zdaj kar v enem takem vrhuncu, že malo imamo težave sproti vse prav čas pojesti, ampak tam, kjer pa smo solato že obrali in je prostor, smo pa nasadila vmes gomoljno zeleno. Tukaj ob meni pa je povišan del grede, kjer smo uporabili staro povišanco okvir, da smo povišali in smo žal neuspešno letos sjala sem noter pastinak, staro seme. Pri pastinaku moramo imeti res sveže seme, da uspe. Ko smo videli, da pastinak ne klije, pa smo sem dosejala korenček, ki je zelo priljubljen pri nas, ga res veliko porabimo. In tukaj imamo sorte z daljšo korenino, rečemo nek klasičen koren, ker bi ga sicer mreža v dvigani gredi ustavila, bi bil malo krajši, tukaj ima pa več globine. Nič ne bi bilo narobe,
ampak vsi korenčki bi bili isto dolgi, tako, takih šolskih 12 cm bi bili tam, ko bi ga utrgal, bi ga točno tam pretrgal. No. Ampak nič pa ni narobe, tudi če daljše korenčke sejemo v tako nizko dvigano gredo. Tule paprike 3 sorte, doma vzgojene sadike, ker probavamo različne sorte, da bi videli, katera se najboljše lupi, ko se speče. Ker delamo domač ajvar po novem in nam je to kar všeč postalo, tako da to je ena izmed gred paprik, kjer bolj kot ne testiramo, katera bo tista najljubša, najbolj se izkazala. Pa 3 bučke za sprotno rabo, so več kot dovolj, pa še potem damo kakšno stran, ker je hitro lahko v avgustu preveč teh bučk. No. Tukaj je še zadnja greda, prvi vrsti je pa pisana, mešana zasaditev, čist na vrhu imamo koromač, potem je nekaj blitve, sledijo pa kapusnice in sicer prvo je špic zelje, bolj zgodna sorta, da se hitreje v bistvu pobira za to prvo uporabo. Potem imamo kolerabico in pa v spodnjem delu še brokoli. Zelo lepo je uspelo, to so bile vse domače sadike in smo oba dva za tole gredo res zelo vesela, kako lepo je letos uspela. Tukaj je tudi že bila špinača, pa ta greda je bila rezervirana prav za stebelno zeleno, ali pa tudi če bi gomolno. Tam smo se letos odločili, da bo več stebelne zelene in to ni edina greda stebelno zeleno, bomo še pol videli naprej. So najne domače sadike, mičken so take zastale. Jaz sumim, da je bil substrat kriv, kak starejši substrat v vrečah dobiš in pol se ful hitro pozna pri vzgoji samih sadik, ker so bili bledi listi, počasna rast. In zaradi tega nisem vedel, kak bo, pa so enkrat bolj na gosto presajene, kot bi mogle biti v tej sadilni razdalji. Bomo že rečili pol, ko bo treba. Pa še spet tule 4 vrste koriandra, posajenega lepo v vrstah. Naslednja greda je čebula iz čebulčka. Bila je pokrita s kopreno do konca aprila, zato so njeni listi taki malo bolj šviglasti, nič ni narobe z njo. 3 dni nazaj, ko smo počakali, da so se tla segrela in s tem tudi kompost na sami gredi, pa je dobila dodatno poletno zastirko in to je rezana slama. Rezana slama je malo bolj enostavno za dati na samo gredo, kot tiste dolga stebelca klasične slame, ki jo dobimo. In tukaj noter je zdaj dodatna poletna zastirka, zato da zadrži vlago, ki jo bojo rabile naše grede, ko prihajamo v poletje, in pa zato, da zmanjšujemo pritisk plevela. 2 sorti nizkega fižola, en rumen, drugi zelen, za solate, za skuhati, za kakšne boranje in pa poletni por za poletne juhce. Vse to na eni gredi lepo, tudi že rezana slama gor dodana. Tudi tukaj ne bi mogli med že vse te rastoče rastline dati to dolgo slamo, ki je tukaj pri papriki, ampak je bilo veliko lažje s to rezano takole lepo zastretno. Kot je že Robi omenil, imamo pa tukaj papriko, 40 sadik, to so bile kupljene. Celotna greda ima že dodatno poletno zastirko z klasično slamo, manjka jim samo še opora, da tukaj na te količke napnemo v vodoravni liniji mrežo v 2, mogoče 3 nivojih. Krompir smo v gredo posadili 1. aprila, začetka je bil pokrit s kopreno. In ker krompirja v dvigani gredi, kompostni zastirki ne osipamo klasično, kot to delamo na njivah ali pa tam, kjer ga na vrtovih sadimo klasično v zemljo, tukaj uporabljamo slamo za osipanje oziroma kot bi oblekli okrog celo gredo in pa s tem zaščitili krompir pred svetlobo in nam deluje kot osipanje. Rdeča pesa je pa zelo lepo uspela. Ponavadi imamo lahko v kompostu izzive to, da je prerahu za semena in recimo seme sklije, pa je ful nekih zračnih kanalčkov in pol se nam seme posuši. To se nama je že dogajalo z kompostom, ko je treba res kar fajn pohoditi pol tisto površino, katero posejemo, tudi za korenje, za špinačo, za vse ostale stvari, ki jih sejemo direktno. In letos pesika zelo lepo ratala, ne vem, tlele tam eno ven, da vidimo, ko so takle bolj v skupkih, to se šele začenja takle lepo debeliti
ampak ker je greda gostola, že sproti rečemo, že tako malo si skuhamo, imamo lahko kot prilogo, kot kako solato, da pol tista, ki ostane, ima več svetlobe, več prostora, da se debeli naprej. Potonike so rasle pred staro hišo na tej parceli, ko smo midva prišla sem. Želela smo jih obdržati, stare sorte zelo lepo dišijo. Prestavili smo jih ob rob vrta, razsadili in tole je ena taka bujna, vrtna robna gredica, ki zdaj navdihuje z cvetovi in z vonjem. Še ena greda paprik, mogoče to že tako malo monotono, skoraj da njivsko, ampak ko si enkrat dopade pridelek oziroma končni izdelek, to je ajvar, pač pol se tistega nekako držiš. Sladki krompir, vedno v tej dodatni povišani gredi, da ima dovolj prostora, da rastejo res lepi gomolji. In moramo samo preprečiti to, da ko raste rastlina naprej, da se ne tam ukoreninja. Sadike so bile presajene par dni nazaj, ko se je res dosti že utoplil vse skupaj, tudi po noč. Ostalo nam je pa par sadik nizkega stročjega fižola, pa smo hitro izkoristili še ta plac zgoraj in pa spodnjem delu grede, da poberemo par pridelkov, preden cela greda res sladkega krompirja preraste. Potem pa sledijo 3 grede, katere rastline smo že spoznali na prejšnjih gredah, in sicer imamo krompir, čebulo in pa paprika, samo ponovijo se zasaditve. Na tej gredi nama pa že od štarta sezone dela preglavice bramor. Ko smo mi grede preurejali in polnili nazaj noter z vsebino grede, ki je bila prej, smo očitno zajeli tudi bramorja, ki tle noter se odlično počuti in uničuje sadike tako domače, potem smo dokupili tudi tiste kar precej, kot vidite, zradiral. Brokoli je pa cvetače, ja. Tako. In zdaj kapusnic ne dosajamo več, ampak smo na to gredo dala domače sadike zimskega pora. Tukaj pa je veliko folije, so bile pa prejšnja leta jagode. 2 stvari sta. Razrastel se je slak, kar bujno vmes, pa je bilo že zelo težko tole handlati. Druga stvar pa je, surprise, presenečenje, bo pa rastlinjak se bo spremenil v naslednji zimi. In pa rabimo tole pot, da bomo lahko tam na ograjo razšraufaš, pa priješ pa sem, da bomo to lahko mi to preureditev naredili. Kak pa bo, pa je seveda vse zavito v skrivnost, v celofan skrivnosti. Še zmeraj pa lahko na folijo postavimo tele borovnice, ki so v svojih kontejnerjih ali pa v posebnih posodicah. Borovnice rabijo kislo zemljo, lahko bi jih posadili nekje na prosto, ampak potem dodali velike količine kisle zemlje tam, ali pa vsako v svojo posodo. Treba samo pa paziti tukaj zalivanje. In najboljše tukaj reševati tako, da ko se v rastlinjaku zaliva, je ena cev še naprej speljana in se potem po kapalnikih se zalivajo še te ameriške borovnice. Zelo lepo zdaj letos delajo, še kak mesec pa se bojo lepo obarvale že na vijolično. Tele rastline pa ne vidiš toliko veliko na vrtovih, kar taka malo posebnost. Stebelna zelena. Celo špuro, 200 sadik stebelnih zelen. To je zdaj izgleda kot listnata v štartu, ampak kasneje se zelo odebelijo sama stebla. Ker gre v resnici izvorno za močvirsko rastlino, ima korenine zelo plitko, tam 20-30 cm, in rabi dodatno zalivanje, še posebej, če res želiš lepa sočna stebla. Kaj bomo pa z njo delali? Na kompost jo bomo dali. Hecam se. Veliko smo že probala si jo sama sočiti, nekaj svoje, večinoma pa kupljene, ampak če imamo vrt, pa če znamo, mislim, da si jo lahko tudi sama vzgojimo, da si pač delamo pol svoj sok stebelne zelene. Je pa to že kar tak zelo profi, moraš kar paziti pri taki veliki zasaditvi in gremo kar že bolj v detajle. Pomeni, da treba preprečevati samo rjo z mikrobiološkimi pripravki, dodajati specifična hranila, kot so bor, in je filozofija zelo drugačna kot pa na zelenjavnem vrtu,
kjer probamo s kompostno zastirko, pa z prekrivanjem s slamo, nekako vse odgovore dati s tem kompostom. Tukaj pa, ko želiš iti tako bolj v detajle, moraš pa bolj tudi rastlino pol spoznati, pa se ji seveda bolj posvetiti. No. Artičoke imam zelo rad, sam nikoli nisem našel prostora na vrtu, ker tako jih je voluhar našel in pojedel korenino. Pa sem jih pa dobil 2 za darilo. Še zmeraj nekaj prostora, pa se še 3 sadike pol dokupil. Držimo pesti, se okrepila, pa drugo leto nas s kakim lepim cvetkom razveselila. Smo pa letošnjo zimo ugotovili, da sta 2 gredi krompirja za nas premalo, da ga bi pojedli še več. Zato smo izkoristili zadnji oziroma severni rob vrta ob ograji, da smo še dosadili krompir, da si povečamo pridelek. Pred krompirjem, se pravi spredaj, so pa sadike buč za ozimnico, lubenic in pa melon, ki se bojo razraščale po foliji. Folijo že vrsto let uporabljamo pri vzgoji buč, lubenic pa melon, ker nam tle naredi neko čisto površino, se ne zatravi za pleveli. Lubenice dobijo dodatno toploto, plodovi so čisti, ker rastejo na tej foliji. In čeprav zdaj izgleda to neka ogromna površina črna, ko bojo lubenice in pa buče rasle, to površino čist prekrijejo, zasenčijo in ozelenijo. Dodal bi še to, da tele sadike je posmodil mraz 30. aprila, čeprav so kupljene cepljene sadike. Smo imeli takrat rastlinjako, pa jih je kar zdelalo, tako da upam, da se bojo zdaj v tem toplem popravljali. Naslednji listi so že veliko lepši, tako da držimo pesti, da bo vse ok. Šparglji so mladanska zelenjava, ki najbolj nasiti, s katere si prve lahko narediš nek ornk obrok. Trajnica, zato je zasajena na zahodnem delu vrta, ob robu. Zdaj jo že puščamo, da se razrašča v višino in razveji, zato da bo celo sezono fotosintetizirala in se krepila, da tako dobimo še več špargljev naslednje leto. Če pogledamo posnetke iz rastlinjaka preteklih sezon, vidimo, da je letos paradižnik kar slab, se matra. Matra se, nazadnjega je še 30. aprila mraz, ki stisnuje od strani prišel hladen tale veter noter in ga je še to posmodilo. Sadje smo že slabo, ker je bil substrat slabše kvalitete, pa se je pokazalo to na samih sadikah. Nisem čisto najbolj zadovoljen, ampak vseeno se bo zdaj kar hiter opomogel pa švignil v višino s toplimi dnevi, pa vsekakor moramo ga malo še pocrklati, mogoče s kakim EM-om, da z mikroorganizmi, tako kot bi lahko tudi recimo z algami mu tudi pomagali, ampak mi dva imamo ta pripravek iz mikroorganizmov, pa potem še skozi ga sukati okoli teh vrvic, pa tako kot sem že enkrat vmes omenil, to bo zadnja sezona paradižnika v tem tipu rastlinjaka in sledi v bodoče nekaj novega. Mislim, da vsi dobro vemo, da vrtnarjenje se ne splača. Veliko boljše je kupovati zelenjavo v trgovini, ker je cenej, pa gledati na telefonu, malo vrtobilja pa to. Ne. Je veliko dela, so izzivi vsako sezono, tudi za naju, ampak to, kar dobiš na vrtu, za dušo, ko poješ svojo zelenjavo, je pa nekaj, kar daje zagon, kljub vsem težavam in malenkostim, ki se dogajajo. Tekom sezone. Res je. Malo sem se pohecel. Jaz vam želim eno lepo sezono in seveda uživajte v vrtnarjenju še naprej.